Damjana Golavšek in Anita, lepo pozdravljena. Kako lepo jutro ste vsi skupaj pričarali. Kje se je porodila ideja, da združite moči? Ja, tako je. Mi smo v bistvu že pred leti počeli take stvari pod imenom Plesne karaoke, pod okriljem tudi našega Lada Bizovičarja. Zdaj pa naš Marko Hren je poln idej in smo združili plesno šolo, pevski zbor in pa seveda glasbenike, Damjano, da smo ustvarjali en ta nov projekt, ki je tudi delček cele svetovne zgodbe organizacije Playing for Change, kajti s plesom, glasbo, plesom, pesmijo, inštrumenti, z otroci lahko spreminjamo svet na boljše. Damjana, kaj si pa ti rekla, ko so te povabili? Ja. Nisem zelo veliko pomišljala. Vse veš, včasih se energije tako združijo in poklopijo, da enostavno nič ne čakaš z odgovorom, ker rečeš, ja, sploh pa ta pesem mi je zelo blizu, ker kaj ti kljub vsem izničenim sanjam in stvarem, ki se dogajajo na svetu, lahko v našem mikrosvetu naredimo kaj dobrega in upamo, da se bo ta ljubezen potem razširila. Zdaj, znotraj pesmi je kar nekaj simbolike, pa Mavrica, mogoče kaj na to temo, kako ste to združili? V sami koreografiji, zdaj tudi to je različno, kot povežeš plesalce in pevski zbor, moraš upoštevati, da pevski zbor ne more korakati prav veliko levo in desno, da mora seveda biti poudarek na glasu, na petju, zato sta tudi tukaj bili prikazani dve koreografiji, plesalci lahko dajo več od sebe, kar se plesa tiče, pevci pa malo manj, ampak ko se to dvoje združi, nastane lepa harmonija. Damjana, ti si vajena petja, plesanja, tako da koreografija verjetno ni bila pretežka. Jaz se je še nisem naučila. A ja? Dobro skrivaš? V bistvu je tako, da sej imam rada ples, ampak nisem pa zdaj neki tako kot plesno mesto. Me bo Anita vzela pod okriljem, potem bom pa tudi jaz malo bolj plesalka, bolj kot pevka. Je pa tako, da smo posneli videospot, ki pride ven 15. junija in ker ta pesem govori, kako lep je ta svet, ima Damjana in seveda njen Charlie posebno vlogo v tem spotu, ki je celota potem nastane, kako lep je ta svet. Damjana, lahko razkriješ kaj malega? O videospotu? Tako, ja. Ja, videospot je delček, je nastal v prekrasnem ambientu vodnega stolpa v Mariboru. Pa delček pa tudi na našem vrtu v Gaberjah. To bo dovolj za enkrat. Dovolj, v redu. 15. junija pride spot ven. Do takrat pa, če se vrnemo nazaj na ples, to ni edina skladba, ki je nastala v takem obsegu. Ja, res je. Jaz sem pri svojem projektu Tina Balerina se lotila tudi pisanja pesmic in sem napisala eno pesmico z naslovom Zabava. Tekst je dobila Damjana, pripravila je glasbo, dala sem ideje in zabava je tukaj in se mi zdi, da je res zabavna. Damjana? Ja, brez enega posebnega namena je nastalo nekaj, kar bi bilo super še kje uporabiti, če bi bili pravočasni, ampak če ni v planu, se ponavadi zgodijo najlepše stvari. Se zgodi zabava, zabava, zabava. Sigurno se pleše, a ne? Ja, se kakor se pleše. Kakšen korak lahko Sveda, lahko te tudi naučim. Aha, ja, v redu. A bo Damjana pomagala? Ja, lahko. Ne, dejta vidve. Jaz si bom pa ta čas pripravila glasilke. Kar povej, kam se postavila? Mogoče mečkam več prostora. V redu. Jaz bom sledila, tako da, Anita, jaz tebi prepuščam udar. Najprej pogledava za palmo, v eno smer. Mi imamo rastline tam, pa v drugo. Korak naprej in tlesk. In se srečamo s prijatelji, ki jih objamemo. Potem pržurki, se veš, kako je to, gremo naprej. 2, 3, plos in zabava, zabava, zabava. Damjana že obvlada? Ne. Primemo za volan in pesmica pravi, da še predno pridem do obale, že moja misel plava in se potopi. Zdaj imamo pa refren, pazi, naredim linček, to bo zabava. Zabava, zabava, me glasba pozibava, to bo zabava,
Zabava, pa dava roke skupaj, ker družba smo. Opa, ta prava. Ta prava in res smo ta prava. Res Bravo, Lara. A ne? Ja, Lahko bi šla v tisto skupino manjših otrok. Ja, te vzamemo. Ja? Zelo hitro napreduješ pa v starejše. A je res? Evo, si bova zamenjali z Damjano. Evo, Tudi to nisem poseben pa jo ples. hotela v kadru motiti, sem pa še večje zmedo naredila. Vse smo nazaj povrteli. Tukaj v tem seveda je kar nekaj plesne koreografije. Damjana, ti seveda poješ. Ja. O čem? Malo več mogoče. O poletju, ki prihaja, ki se ga že vsi zelo veselimo, ga komaj čakamo in ponavadi se peljemo s kakšnim avtom ali pa avtobusom in potem damo gor tole glasbo in je pot perfektna in potem pridemo na dišeče morje. Anita dobro ve, ker polovico časa preživi v Izoli. V bistvu to je ta skladba kar nekako po enem resničnem dogodku. Mislim, tako to zgleda. Tudi o prijateljih govori, o vonju morja, o skrivnostih, o vonju sivke. Me pa zanima, Anita, ti, ko pišeš ta besedila, že prej načrtuješ korake ali se to potem zgodi kasneje? Kako je s tem? V bistvu, ker je to zdaj moja 5. avtorska pesmica, najprej seveda, ker nisem še tak mojster, probam rime uskladiti, ampak zelo hitro imam plesne korake, ker s tem pa v svojih 40 letih izkušenj res nimam več težav. Damjana, koliko časa ti že poješ? Zelo dolgo. Super. Jaz predlagam, da potem slišimo še to zabavo in naj se zavrti ta naš otroški planet. Naj se pleše v šolah, naj se pleše na valetah, naj se pleše na obali, naj se pleše na poletnih žurkah. Ali pa doma na kavču, a ne? Ali pa doma. Damjana je pokazala, kako se pleše v studiu. Ja. Evo, izvolite. Gremo. Oder je vaš. Gremo.